Otroci pred telefoni, mnogi tudi več kot 5 ur vsak dan. In številke kažejo, kar 40% otrok in mladostnikov preživi več časa na telefonu kot njihovi starši v službi. V ambulanti za zdravljenje odvisnosti trenutno beležijo 270 primerov zasvojenosti z novo tehnologijo. Tehnologija, predvsem pametni telefoni v kombinaciji z družbenimi omrežji, so za otroke lahko past. Zato bi veljalo razmisliti, da bi uporabo teh prepovedali vsaj v šolah, tako opozarjajo v pobudi odklopin.net. Jih bo oblast z zakonom uslišala? Jaka Vran. Pametni telefoni, tako priročno orodje, ki nam je marsikaj olajšalo in nas tudi povezalo, uporabljajo jih skoraj vsi, tudi otroci in mladostniki. In tudi moja želja je bila, da ga pač imam za družabne namene. Gledam YouTube, TikTok, malo slike, pa tako. Zdaj je odvisno kak dan. Kakšen dan sem po tudi 2-3 ure, kakšen dan sem pa po pol ure. A hkrati lahko orodje, sploh za mlajšo populacijo, postane tudi velika past, sploh če niso postavljena pravila oziroma če ni neke kulture uporabe. In ker tega ni, v zadnjih 2 letih v našem centru opažamo 100% povečanje težav zaradi te zasvojenosti. Pretirana uporaba digitalnih naprav pri mladih povzroča velike težave. Imajo slabši jezikovno-govorni razvoj, seveda ob buljenju v zaslon so potem tudi razvoj socializacijskih veščin v bistvu slabši. Imajo lahko motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, večja verjetnost, da do tega pride. Vse več je zasvojenosti, predvsem pri osnovnošolcih in srednješolcih. Ta hitro pripelje do ekstremnih situacij, to je zgolj en primer, pojasnjuje Kramli. Gre po noči v garažo, vzame kantico za bencin in poliva bencin od spalnice staršev do vhodnih vrat in začne kričati, če me ne vrnete telefona, bom zažgal hišo. Glavno vlogo pri omejevanju imajo seveda starši, pobuda odklopi.net pa predlaga tudi zakonsko ureditev, ki bi prepovedala uporabo telefonov v šolah. Predvsem zasebne naprave, torej pametni telefoni, ure in druge naprave, s katerimi lahko nekoga posnamemo recimo ali pa prenašamo zvočne posnetke, te ne sodijo v šolski prostor oziroma v vzgojno-izobraževalne ustanove. Pobudo podpira tudi predsednica Združenja ravnateljev, sicer ravnateljica osnovne šole Danile Kumar v Ljubljani, kjer so že pred leti sprejeli pravilnik, ki ureja uporabo telefonov v šoli. Kljub temu smo v šoli otroke učili rabe, kar nam je spet po drugi strani prišlo prav v COVID obdobju, vendar rabe za točno določene namene. Obstajajo države, ki so to področje zakonsko že uredile. Dobra praksa, ki jo velja posnemati, zaradi česar so v iniciativi sprožili peticijo za omejitev pametnih naprav v šolah.